Dober dan, to je Odbita dobita. Ja, ki je vedno na val202.si poševnica Odbita in je podcast, ki se loteva sodobnih tehnologij in jih kritično umešča v prostor in čas. Podcast Vala 202, midva sva Maruša in Anže. Za vse, ki to poslušate, snemava v živo na novinarskem festivalu Naprej Forward. Publika, dajte se oglasiti, prosim malo, da nam bodo poslušalci verjeli. Hvala. Maruša in Anže. Še enkrat ti začni Odbita dobita. Odbita dobita. Sam govor, nekaj tega razmišlja, da sam probi. Vsak četrtek. Kaj pa če rečem ok? To je pa stara fora. Če bi dodala, veš uno, kako imajo nič, ena, nič, ena. Ne. Dobro, ne. Anže, o robotih bomo govorili. Povej, imaš kakšnega robota? Ja, enega sem pred, mislim, da tednom ni stran vrgel, oba sta pa se sala. To so ti najbolj popularni roboti zaenkrat, se mi zdi, sicer pa bomo danes razpravljali o robotizaciji novic, ker so prihodnost, ne, ampak prihodnost je že tukaj in zdaj. Sprašujemo se, kdaj bodo roboti naši sodelavci, kaj prinašajo, česa nas novinarje mora biti strah. Aljoša Rehar nam bo delal družbo, kolega novinar, vodja skupine za digitalno strategijo na Slovenski tiskovni agenciji. Dobrodošel v Odbiti dobita. Si resničen, si robot? Kaj si? Hvala za povabilo. Sem resničen še zaenkrat. Zdaj staje še niso poslali robota na teren. Sam to, ko si omenila, roboti so prihodnost, ne, roboti v novinarstvu. Niso še, so pa zagotovo postajajo del realnosti. Vi na Slovenski tiskovni agenciji že delate z robotom, kako izgleda, kakšen je? Ja, a zna se sad? Še ne sesa, tako da to še upravljamo človeško. Ima pa že delovno ime. Eno od delovnih imen je Stanko. STA-jevci bi vedeli, zakaj ne. Naš hišni sistem je Stanka, tako da to je pa mlajši brat Stanko, tako da z delovnim imenom že operiramo. Dej, če gledamo rojstni datum tega našega Stankota, začeli smo ga razvijati enkrat v lanskem letu in tako z več nekaj premori, potem tja decembra lani tudi dejansko zaživel. In prvo, ko bom rekel, polje, v katerem smo ga testirali, preizkusili, so bile novice iz področja borze, se pravi robot, oziroma bot, če mu tako rečemo, ki je naredil oziroma dela novice, ki povzemajo dogajanje dnevno na Ljubljanski borzi. Bot, torej kos programske opreme, ne robot, kot si ga predstavljam. Tako, ja, ko govorimo o robotih, tako zelo posplošeno, v bistvu govorimo o programski opremi, algoritmih, ki vzamejo neke podatke, ki s pomočjo pravil, ki jih v bistvu, če govorimo o novinarskih robotih, prispeva redakcija, potem iz teh podatkov in s pomočjo nekih obrazcev, če jim tako templetov, naredi novice. Niso pa to edini roboti, ki že delajo v uredništvih, ne? Zdaj poznamo že ta primer, mislim, da sta Kitajska in Rusija, dve res prijateljici. Ja, res je. Kdo je komu kaj izvažal, se prepustil ostali, ampak imajo že dejanskega robota, ki vodi novice, saj napoveduje novice. Tako, ja, zdaj razvoj gre tudi v to smer. Ne bi zdaj rekel, da zdaj to že kar se množično počne. Definitivno so tukaj tiskovne agencije zaradi svojega položaja, ko bom rekel tega B2B položaja, dokaj aktivne. No in ta primer, ki si ga omenil, sem to na kratko orišem, se pravi na letošnjem mednarodnem srečanju tiskovnih agencij je Kitajska tiskovna agencija predstavila svojega robota, računalniško generirano voditeljsko osebo, ki je bila sicer narejena na podlagi podobe dejanskega voditelja, ki pač suvereno potem pač bere novice, če tako zelo posplošim, v kitajščini, angleščini, ruščini. In Rusija, ki si jo omenil zdrava, ni ostala dolžna, je naredila tudi svojo varianto, Lisa so jo poimenovali, ki pač tudi zna podobne stvari izvajati. Pa ko rečeš, da je bila suverena, se pravi, tebe je prepričala. Bom rekel, da razvoj gre v to smer. Okay. Odbita dobita. Na novinarskem festivalu govorimo o robotih, mogoče malo neprimerno do kolegov novinarjev, ampak ti roboti nam dejansko lahko pomagajo. Zato upam, da zdaj lahko najdemo vse kakšno korist. Prva reč, ki jo vedno nekako potegnemo na plano, je čas. Ne? Več časa bomo imeli za ostale reči. Ne? Ja, najprej roboti so samo en delček zgodbe, te širše zgodbe
digitalizacije oziroma znotraj tega avtomatizacija. In definitivno eno prvih stvari, ki jih vsak, ki se s tem začne ukvarjati in na katero pomisliš, je pač prihranek časa. Kje se to zgodi? Zdaj, če govorimo zelo nazorno na primeru teh novic avtomatsko generiranih, se to zgodi, se pravi v tem smislu, da pač nekaj, za kar je morda prej novinar porabil nekaj minut, če smo tako zelo strog, v smislu, koliko časa nekdo nameni borzni novici, je potem to robot naredi v, praktično sekundi, potem, ko podatki priletijo. Tudi ni več problem narediti več verzij, z različno izpostavljenimi podatki v naslovu in tako naprej, če je pač za to sploh potreba. To potem pa stvar presoje redakcije. Spravi, prihranek časa zagotovo. Zdaj, kaj pa s tem prihranjenim časom narediš? Zdaj govorimo, o 5 minutah, ki si jih prehranil morda s takšnim robotom, ko začneš to počasi širiti na druga polja, kjer tudi novinarji zdaj, ko bi rekel, morda izgubljamo čas z nekimi zelo rutinskimi, faktografskimi vsebinami, ki bi jih lahko enako kakovostno oziroma celo z manjšo stopnjo možnih napak naredil bot. Potem se začnejo te minute seštevati in na koncu pa vendarle prideš do nekega časa, ki ga lahko na koncu redakcija nameni za kakšne bolj, zahtevnejša opravila, ki terjajo tudi malo več znanja, v končni fazi, ki terjajo človeka. Lahko robot pomaga pri izločanju, prepoznavanju dezinformacij? Ja in ne. Boj proti dezinformacijam, fake newsu, kakorkoli to že imenujemo, je eno od polj, kjer se razvijajo rešitve, so pa vse zaenkrat še zelo delne. Če se fokusiramo na tekst, ena od rešitev, ki se recimo v smeri boja proti dezinformacijam testira, je s pomočjo konceptov, ki jih poznajo tudi fiziki, se pravi obnašanje znotraj omrežja. Se poskuša recimo, ko pač nek tekst se pojavi na neki točki v neki krajini, poskuša potem za nazaj retroaktivno pogledati njegovo pot do te točke. In ko naenkrat delaš ti strojno neke velike analize, veliko teh poti za informacije, ki si jih tudi, pri katerih poznaš pot do neke točke, potem lahko stroj začne zaznavati anomalije v teh poteh in je to neka informacija, ki lahko redakciji pomaga pri zaznavanju oziroma odločanju ali pa v končni fazi sploh zavedanju, da je morda neka informacija dezinformacija. Jaz imam več časa za poglobljeno novinarstvo, robot med tem časom napiše veliko več novic, kot bi jih jaz sicer. Kaj pa kredibilnost? Kredibilnost, ja, to je eno ključnih vprašanj, je v bistvu zelo osnovno, ampak hkrati zelo ključno. Najprej govorimo o kredibilnosti oziroma zaupanju, ki se mora vzpostaviti znotraj redakcije, se pravi znotraj odnosa med novinarsko redakcijo, novinarjem in samim izdelkom, ki ga sproducira robot. Zaradi tega je zelo pomembno, da so v te razvoje teh rešitev od samega začetka vključeni tudi novinarji. Pri nas je to šlo tako, da smo pač vključili pri primeru borznega robota pač člane gospodarske redakcije, se pravi tisti, ki se s tem dnevno ukvarjajo, ker preprosto s tem pristopom ne samo, da prideš do ta pravih pravil, ampak hkrati prideš tudi do, morda boljšega ali pa lažjega sprejemanja robota v nekem delovnem okolju. To je ta prvi nivo zaupanja, drugi nivo zaupanja, ki je morda še pomembnejši, je pa zaupanje končnih uporabnikov, se pravi do teh vsebin, ki nastanejo s pomočjo robotov, vse modelov, kako potem pride ta novica do končnega uporabnika je več, zelo so uveljavljeni tudi tile hibridni modeli, kar pomeni, da sicer v osnovi novico naredi robot, ampak preden je ta novica objavljena, še vedno prebere, obdela novinar. Potem pa prijemi, kako to končnemu uporabniku prikazati oziroma v njemu zbuditi neko zaupanje oziroma ne nek odklonilen odnos do takih vsebin. Tukaj je tudi več različnih pristopov, zagotovo so pa vsi neka stična točka vseh teh pristopov je da pač transparentnost. Se pravi, prvič, da sploh poveš, da vsebina je nastala s pomočjo robota. Drugič, da morda vsaj v nekih osnovnih točkah pojasniš, kako robot dela.
in zakaj pač na kakšen način v bistvu sproducira novico. In tretjič, da mu v bistvu uporabniku daš na voljo tudi dostop do podatkov, s katerimi je v bistvu operiral sam robot. Kako pa to potem pri Stankotu deluje? Zdaj pri vas? Kako se Stankota predstavlja bralcem? Zaenkrat imamo pri Stankotu še vedno ta hibridni model, se pravi, on morda naredi sicer osnutek, ampak še vedno je končna obdelava na novinarju. Tako da, ampak ko pa bomo prišli, to smo zdaj v fazi testiranja na Ko bo Stanko sam zaplaval. Ko bo Stanko sam zaplaval oziroma začel producirati tolikšne količine novic, da bo jih človeško preveč potratno vse nadzirati. V tisti točki bomo pač tudi mi morali začeti s temi prijemi, ki sem jih prej omenil, se pravi obveščati uporabnike. A potem, če gre pa kaj narobe, je pa na koncu kriv še vedno odgovorni urednik. Človek. V osnovi imaš tukaj tudi spet dva zanimiva momenta. Ne. Eno je že intelektualna lastnina, v končni fazi. Ne. Nastane ta robot, sploh če je v igri, da ta robot ne nastane znotraj medijske hiše, ampak da nastane v sodelovanju z nekim zunanjim partnerjem. Medijska hiša vendarle tukaj prispeva ključno znanje za ta robot, morda tudi več novinarjev. In na drugi strani pač imaš pa tehnološkega partnerja, ki to razvija. In je potem že tukaj prvo vprašanje, ki se pojavi pač intelektualna lastnina, ki je zdaj, to je zelo sivo polje. Na drugi strani je pa potem tudi ta odgovornost, ko to nekaj sproducira in pride do napake, kdo je zdaj kriv? A je kriv dobavitelj podatkov, a je to kriv tehnološko podjetje, ki je pač nekaj v algoritmu naredilo narobe, in tretjič, a je to zdaj kriva medijska hiša, ki je to ven dala iz sebe. To je še zelo nerazdeljeno, je pa tako, da verjetno bo vsaj v prvi fazi tako, da pač medijska hiša bo odgovorna. No, pa ta transparentnost, sklepam, da kar ene par teh dilem reši, če se saj pove. Aljoša, ne vem, če smo že koga prepričali, ampak če bi ga kdo slučajno imel, zdaj, kako ste vi to uvedli v uredništvo, omenjaš tudi, da seveda robot ne pride iz uredništva, kar pomeni tudi dodatne ljudi usposobljene za to, ker niso samo novinarji, pa nimamo denarja še za novinarje, pa njihove računalnike, kaj šele za robote, zunanje sodelavce. Če spet pogledamo malo širše na polje digitalizacije oziroma avtomatizacije, pri marsikateri zadevi lahko zelo majhnimi tehnološkimi spremembami ali pa nadgradnjami narediš kar pomembno razliko. Zdaj, ko pa govorimo malo bolj kompleksnih in morda se roboti sicer slišijo bolj kompleksni, ampak v bistvu niti niso, gre predvsem za mindset. Pravi, rabiš v redakciji ljudi, ki znajo vsaj malo tako na programerski način razmišljati, se pravi, ne da znajo programirati, ampak da znajo na ta način razmišljati, da vejo, kaj programeri potrebujejo v osnovi. Potem se da marsikaj narediti znotraj hiše. To pa je drugač velik problem. Recimo, poznavajoč situacijo zunaj na večjih trgih, večjih medijskih hišah, so modeli zelo različni. Se pravi, ta veliki, bi človek rekel, da imajo dovolj ljudi in dovolj know-how, ampak se običajno kar odločajo za zunanje izvajalce, ker jim to prvič finance dovoljujejo, drugič si s tem morda mislijo, da dobijo večjo kakovost. Ni pa to edini model. Drugi model je, se pravi, neki projekti, so financirani, v tem primeru Embed je to evropski denar, povezuje na eni strani raziskovalno sfero, ki ima znanje, na drugi strani medije, ki nimajo financ, in pač skupaj z evropskim denarjem potem vendarle prideš do rešitev, ki ti pomagajo iti po poti umetne inteligence oziroma avtomatizacije. No, na katerih področjih si pa potem lahko uredništvo pomaga z avtomatizacijo? Zdaj Stankota smo že slišali, sklepam, da on ima kolege. Ima kolege, Doma in po svetu. Ima kolege, ampak nimajo še imen. V medijskem svetu na mednarodni ravni v osnovi govorimo o 3 poljih, na katerih se lahko ali pa se običajno uvaja te rešitve za avtomatizacijo. Ta 3 polja v bistvu sledijo temu osnovnemu novinarskemu procesu, postopku. Se pravi, od tega, ko detektiraš, ko iščeš informacije, na podlagi katerih boš delal novice, do naslednjega koraka, ki je obdelava in na koncu potem distribucija. Znotraj vsakega polja je rešitev kar nekaj na voljo, takih, ki rešuje zelo male težave,
do takih, ki so zelo kompleksni. Imaš kakšne primere, da si bomo lažje Tako, predstavljali? recimo pri prvo polje, se pravi detekcija. Ne? En tak ključen primer imamo tukaj v domačem okolju. Startup Event Registry, ki je nastal v enem od takih evropskih projektov. To je orodje, ki v osnovi agregira novice iz vsega sveta, iz spletnih virov. Ne v smislu, da jih agregira, ampak samo analizira jih. In na podlagi teh analiz potem dela razne stvari. Ena od teh stvari je, da jih klasificira v razna podpodročja, podkategorije, spravi ne samo šport, ampak gre zelo podrobno po klasifikaciji kategorij dol do, ne vem, bejzbola oziroma še podrobneje, če je treba. In potem to recimo, če si plastično predstavljamo nekega specializiranega novinarja, ki pokriva košarko v končni fazi in je to slovenski novinar, lahko s pomočjo tega orodja praktično v trenutku pride do novic v različnih jezikih iz celega sveta o Dončiću iz včerajšnjega dne. Brez da sam googla. Brez da sam googla. Prihranijo ogromno časa pri detekciji tega, kar potrebuješ oziroma tega, kar iščeš. Kako je pa pri produkciji? Pri produkciji je pa tako, ja. Pri produkciji imaš pa spet je veliko orodij, ki v bistvu so naravnana uredniško, se pravi tudi kot nek pripomoček ne samo novinarjem, ampak tudi urednikom. Ampak recimo klasičen primer umetne inteligence pri produkcijskem procesu je te avtomatsko generirane novice. Pri teh novicah recimo je zanimiv primer Radar AI. To je en tako startup podjetje, ki je nastalo v Angliji na podlagi, zaživelo je v bistvu v okviru Googlovega razpisa DNI, so pa v osnovi se zelo fokusirali samo na ustvarjene robotsko generiranih novic na podlagi strukturiranih podatkov, statistik, raznoraznih podatkov, ki so na voljo v nekih strukturiranih oblikah. Tako pa samo za vtis, kaj to prinaša. Ne? Ta startup ima v redakciji, če tako rečemo, v tej redakciji 6 ljudi. V osnovi gre za podatkovne novinarje, ki imajo vsaj nekaj malega znanja programiranja in so recimo v prvih 2 letih delovanja naredili 200,000 novic. Tako za primerjavo, STA v 2 letih naredi tudi 200,000 novic, ampak zato potrebujemo 100 novinarjev. Ne. Čeprav podatkovno novinarstvo, nimate pa Slavka Jeriča, ne? Ja. Tega imamo mi. Je pa seveda tukaj pomembna razlika, ne, spravi, oni generirajo zelo osnovne novice, ne, ki pa so, ne vem, enostavno hiperlokalizirane. Ne. Okay. Potem imamo pa še distribucijo. Ja, še vaša rešitev torej? Naša rešitev na tem področju se pa kliče Newsmapper. Razočaranje po stanku, samo to bom rekel. Ja. Na splošno rečeno gre za sledenje člankov STA-ja, nekako z programskega orodja, ki sledi kam vse gredo naše novice v slovenskem medijskem prostoru, kateri mediji jih vzamejo, koliko jih vzamejo, kolikšnem deležu skopirajo tisto novico, v katerih kategorijah se to največ počne, v katerem delu dneva, v kateri končni fazi dnevu, tedna in tako naprej. Kakšna sočna ugotovitev, ki jo lahko deliš? Raje ne bi. Ker STA gesla si ni še nihče delil. To so ločena gesla. Ker če je kdaj bila publika za to vprašanje. To je en spektor uporabe, drugi spektor uporabe je marketinški, ker pač lahko skozi isto orodje dobi informacijo prvič, če morda novice uporablja tudi morda nekdo, ki nima gesla, ne? In drugič morda nekdo, ki je plačal za manjšo uporabo, kot je dejansko potem v realnosti izvajana. To so seveda vse hipotetični primeri. Maruša in Anže. Vsak četrtek. Okay, zdaj smo se naučili o robotizaciji novic, da imamo postopke 3, detekcija, produkcija, distribucija in zdaj si seveda moramo zastaviti ključno vprašanje, kaj vse lahko gre narobe ali bo šlo, ko bomo več teh robotkov imeli v vseh naših uredništvih. Zagotovo spet, kot pogosto v Odbiti dobita poudarjava, navijamo za odgovorno rabo tehnologije, ne? Ampak vedno pride ampak. Ja. In prvo so seveda delovna mesta, ne, ker čim slišimo robote,
Kdaj te bo Stanko zamenjal, je ključno vprašanje. Ne. Ampak ne, dejansko ne, zdaj vedno v dobri veri ne prihranek časa in to ne, ampak ponavadi se potem, saj gremo reči v katerem koli sektorju potem izkaže, da na koncu pa se ljudi kar naenkrat malo manj rabi. Ne. V osnovi gre tudi pri umetni inteligenciji oziroma avtomatizaciji v štartni točki nevtralno tehnologijo. Ne. Vprašanje je, kaj se potem s to tehnologijo začne dogajati, ko jo primemo uporabniki in jo začnemo uvajati in za kakšne namene. Definitivno ni mogoče reči, da je ne bodo pač nekateri mediji uporabljali tudi za to, kar si omenil, ne, se pravi to golo racionalizacijo. Ja, golo racionalizacijo. Zdaj, da bi bili zelo neki odmevni primeri, jih še ni. Zagotovo pa najprej prihajali do tega, da bodo verjetno v določenih medijih, pa zdaj govorim zelo nasplošno, ne samo zdaj za Slovenijo, pri opravilih, ki so zdaj res rutinska, ne, začeli pač nadomeščati ljudi s tehnološkimi rešitvami, ampak to še ne pomeni, da bodo ti ljudje ostali brez službe. Oziroma je to stvar lastnika, ne, vodstva podjetja. Ki je pa vedno na strani novinarjev. Res je. Tako, kar se tiče recimo tiskovnih agencij, ki smo na tem področju zdaj kar tako res v zadnjih 2-3 letih močno šli v to smer, je tako, da običajno se poskuša ta prihranjeni čas, vsaj kar se redakcij tiče, pretvoriti v to, da ima zdaj novinar več časa za zahtevnejša opravila. Ni, da bi zdaj imeli, vsaj kolikor se tako na evropski ravni med sabo pogovarjamo, ni, da bi zdaj katerakoli tiskovna agencija že odpuščala zaradi tega novinarja. Ja. Kaj pa vprašanje kontrole, lahko človek v celoti nadzira delovanje umetne inteligence? V teh primerih? Ja, mislim, to je zahtevno vprašanje. Vsi smo gledali Terminator. Ne za odgovor, ampak zahtevno vprašanje za, kom rekel, ga rešiti na operativni ravni. Zdaj, dokler govorimo o enostavnih rešitvah, ne, recimo boti so v osnovi zelo enostavna rešitev, tudi z vidika nadzora. Se pravi, če je redakcija bila vključena v razvoj te rešitve, dokler v drobovje pozna način delovanja in dokler govorimo o nekih strukturiranih podatkih, ki jih je zelo enostavno, bom rekel, tudi človeško preveriti in potem videti, ali je robot prišel do iste rešitve oziroma istega produkta, to ni problem. Prvi problem se pojavi, ko začneš hiperprodukcijo na podlagi istih podatkov, se pravi, ko človeško ne moraš več, 200 novic za 200 slovenskih občin, o stopnji brezposelnosti več človeško preveriti, ker bi to preveč časa vzelo. Ne. Takrat je zelo pomembno tvoje zaupanje v to, kar si razvil, pa, kom rekel, zelo po štih probe. Ne. Se pravi, to evaluacija, ne, z evaluacijo v testni fazi lahko veliko popraviš. Zdaj, če se bo zgodil kiks na ravni podatkov, ki jih ti zajemaš, boš pri 200 novicah to težko ulovil, ne? In potem pridemo do odgovornosti. Ja, ker smo se kjer smo bili pa kredibilno že spet kot taka. Kredibilnost, odgovornost, zaupanje, ker se lahko ponavljamo v nedogled, sam pač težko se bomo znebili teh pomislekov. Ne? V našem primeru, prej me kolega Matija v bistvu spomnil na to, bo prvi korak regije. Manj jih imamo, kot je občin. Statistične regije, ne? To je še človeško obvladljivo, ne? Se pravi, če bomo naredili, statistiko, ki bo za Koroško regijo, ne? Jo bomo še sposobni tudi človeško preveriti. Ko bo pa enkrat destrnik v igri, ne? Bo pa že večji problem. Ja, tako da, ampak tega recimo tudi ne bomo avtomatsko spuščali v eter, če bi tako se vašim, ne? Ampak bo to na voljo uporabniku, da si vzame, če želi. Če želi. Okay. Jaz bi sam še predba tista transparentnost omenila, pa da se poveda, recimo je s pomočjo, ampak kakšen potem zgleda byline oziroma podpis, a ne, v članku, ker to, zdaj imamo neko to formo, a ne, članka na spletu ali pa v tiskanem mediju, kjer pač nekje piše Anže Tomič, pa Maruša Kerec. Sej robot ima ime. Ja, zdaj, valjda tam ne bo Stanko. Jaz vem, mogoče to ne vprašanje, ampak se mi zdi res pomembno, ker če se že gremo transparentnost, pa se to prikazuje, a ne, končnemu uporabniku, tam nekaj mora pisati, ali samo bot. Jaz ne vem, kako se bo to... Emoji nam je z besedo. Ja, emoji. Naš Stanko že ima svojo kratico.
V osnovi to odpade pri agencijah, ta osnovna težava. Ker v osnovi nimamo avtorsko podpisanih. Kaj pa je kratica od stanka? Ne bi še povedal. Okay. To pa ne vem, če je bil pravilen odgovor v tej sobi. Spravi, nimamo avtorsko podpisanih člankov, tako da ta v osnovi ta težava pri tiskovnih agencijah v prvem nivoju odpade. Ampak ko enkrat, in tega sicer še ne počnemo, se pravi, ko enkrat začneš pa brez človeškega nadzora objavljati vsebine, avtomatsko generirane, takrat pa moraš za to poskrbeti. Ampak tega mi še ne počnemo, se pravi, smo na tem hibridnem modelu za enkrat definitivno stvar, ki jo moraš rešiti, preden greš res live s to zadevo. Kar je zelo pomembno, pa še ne smemo pozabiti pri pomislekih, na koncu so podatki še ena tema od bite do bita, ki pač ne bo šla stran očitno nikoli. Čigavi? Zakaj, kako? A se Stanko tudi mora upisati v neko evidenco, ko jih pregleduje GDPR? Smo varni pred Stankom. Tukaj je zelo pomembno polje potem polje odprtih podatkov, pa v končni fazi tukaj vloga države. Ampak ko smo že pri podatkih, tukaj spet prihajamo do enega pomembnega ne spopada, ampak konfrontacije medijev nasprot velikim tehnološkim podjetjem. Prvo bitko, če tako rečemo, smo zgubili, tole na področju oglaševanja, tam so definitivno prevzeli pobudo. Tukaj imamo še priliko s tem, da sami razvijamo te rešitve, malo bolj kontroliramo, kaj se bo zgodilo, v katero smer se bo vse skupaj razvijalo, ampak če gremo prav na same podatke, zagotovo je to ključen moment. Zakaj? Ker umetne inteligence oziroma katerihkoli tehnoloških rešitev v smislu avtomatizacije v novinarstvu brez kakovostnih podatkov ni, oziroma če so podatki slabo strojno berljivi, nekakovostni, pomanjkljivi, potem se to neposredno prevede tudi v slab avtomatsko generiran izdelek, v osnovi v neuporaben izdelek. Do najtežjega polja nadzora prideš pri rešitvah, ki so pa res tista, kako bi rekel, prava umetna inteligenca, ko ne govorimo več o tem, da ti potrebuješ strukturirane podatke in neke obrazce, sete pravil, s katerimi potem neko novico spišeš, ampak ko začneš uporabljati res, deep learning, ko pošlješ ta orodja z področja deep learninga, v bazo novic, o predstavitvah novih telefončkov, recimo. Se pravi, imaš set člankov, ki so vsi o nekih novih telefončkih. In potem pač pošlješ to tehnologijo čez in se je sposobna sama naučiti, kako naj bi izgledala novica, ko se bo nov telefon pojavil. To je pa človeško potem, v osnovi imaš nek black box tam. Kaj se tam v ozadju s tehnologijo zgodi, je človeku praktično nemogoče v realnem času ali pa v nekem doglednem času to preveriti. To je še zelo testno, ni da bi zdaj kdorkoli, saj od tiskovnih agencij, nobena še ne uporablja zares te tehnologije, vsi smo bolj na strukturiranih podatkih, na teh nestrukturiranih se sicer raziskovalno dela, ampak ko bo pa to prišlo, potem bo pa stvar nadzora res še bolj pomembno vprašanje. Na koncu, Anže, Aljoša, dajmo še staviti, kdaj bo en tak robotek, Stanko, vseh uredništvih v Sloveniji? Stanko verjetno ne bo vseh uredništvih, bo pa morda njegovi produkti uporabljeni. Njegov bratranec Tone. Drugače tako. Ampak kakšna je časovnica, recimo? Tudi tega strukturno-podatkovnega dela. Par letih je pa res, da je vprašanje, kateri medij to zares potrebuje. Vi kot agencija tiskovna ste malo specifični. Smo malo specifični tu, tukaj te vsebine, oziroma tak način uporabe umetne inteligence pride morda bolj upoštev. Pri, kako bi rekel, medijih, ki niso tiskovne agencije, pa morda na drugih poljih bolj, ali pa za neke druge izzive, ampak tako bi rekel, praktično že zdaj se vsak novinar uporablja umetno inteligenco, morda se niti tega ne zaveda, ampak eno od polij umetne inteligence je pač tudi strojno prevajanje. Praktično ni več novinarja, ki ne bi saj enkrat uporabil Google Translate. Drugo vprašanje pa je, kdaj bomo mediji začeli pa sistemsko se lotevati tega, v smislu, tukaj imamo umetno inteligenco, kako se bomo s tem pomagali, kaj bomo naredili, kaj bomo uvedeli, to pa ne tako hitro, po moje še. Jaz bom zanalaš rekel, da 2030, zdaj smo malo bolj mirni. Bomo videli, se bomo takrat znova srečali. Aljoša, hvala, da si prišel v Od bite do bita. Hvala tudi vama. Najlepša hvala, to je to.
podcasti Vala 202, kjerkoli, kadarkoli.